Kako se pripravimo na govorni nastop, opis poklica? Najprej zberemo vse podatke, naredimo načrt v obliki miselnega vzorca ali preglednice, napišemo besedilo in nato sledi vaja za govorni nastop. Podatke lahko zberemo na spletu, v knjigah ali pa se pogovorimo z osebo, ki ta poklic opravlja. Nato izdelamo načrt, ki je lahko v obliki miselnega vzorca ali preglednice. Oblikujemo ga lahko v zvezek ali na računalnik. Na primer, izbrala sem si opis poklica dirigent, zgoraj desno sem napisala ključno besedo, kaj dela, nato sem navedla bistvene podatke, spodaj, kje dela in sem navedla bistvene podatke, in levo, katere pripomočke uporablja pri delu. Sem lahko vključimo tudi obleko ali uniformo in zapišemo posebnosti pri njegovem delu. Če pa se odločimo za oblikovanje preglednice, pa na levi strani zapišemo ključne besede, kaj dela človek, ki opravlja ta poklic, njegova znanja, veščine, spretnosti, ki jih mora imeti pri tem poklicu, kje dela in katere pripomočke uporablja pri svojem delu. Na levi strani pa napišemo vse bistvene podatke, ki so značilne za posamezne ključne besede. Sledi oblikovanje besedila. To pomeni, da iz miselnega vzorca ali preglednice napišemo besedilo. Besedilo mora biti natančno in ustrezno dolgo. Paziti moramo na pravilno izražanje, pravopis, na odstavke in pa pravilno tvorjenje povedi. Pri opisu ne gre samo za naštevanje, na primer pripomočkov, ampak tudi za opisovanje, kaj z njimi dela. Ne ponavljamo besede, ne pišemo svojega mnenja, ampak le stvari, ki veljajo na splošno za določen poklic. Na koncu obvezno napišemo tudi vire, kje smo te podatke pridobili. Tu imamo še besedilo opisa poklica dirigent. Vidimo, da je sestavljeno iz 3 odstavkov. V prvem odstavku je navedeno, kaj dirigent dela, v drugem odstavku, kje dela in v tretjem odstavku, katere pripomočke uporablja pri svojem delu. Vse je tudi natančno opisano. Na koncu so tudi napisani viri, in sicer za opis dirigenta se je uporabljala spletna stran in pa delovni zvezek Znam za več. Nato sledi vaja za govorni nastop. To pomeni, da se besedilo naučimo govorno predstaviti. Pomagamo si lahko z miselnim vzorcem ali pa s preglednico. In še nekaj nasvetov za uspešno govorno nastopanje. Kadar govor nastopamo, moramo govoriti glasno, razločno in ne prehitro. Pri govoru uporabljamo knjižni jezik in ne ponavljamo besed. Pripovedujemo zanimivo in smo ves čas v stiku s poslušalci. Ni vljudno gledati v tla ali strop ali skozi okno. Ne naslanjamo se na mizo ali steno, pri govoru smo sproščeni. Govorni nastop zahteva veliko vaje, zato je prav, da ga najprej predstavimo svojim domačim in šele potem drugim.